Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno magister Marjeta Kuhar in dr. Danijel Bešič Loredan. Zdaj, kot lahko vidimo na grafiki, je naravnega prirasta pri zdravnikih pri nas praktično ni. Populacija se hitro stara. Kaj praviš ti na to, Danijel? To je rezultat tistega, kar mi ves čas opozarjamo, kar smo že pred leti opozorili. Torej, nekje v sistemu izobraževanja in v sistemu specializacije je prišlo do ene velike luknje, izpadla je cela generacija zdravnikov. To je prvi del in drugi del je... Ampak, če lahko se opravičujem, če lahko pojasniš nam, pa gledalcem, izpada, zakaj je prišlo do tega izpada? Prišlo je do izpada, zato ker nihče na državni ravni ni natančno zaračunal, koliko katerih zdravnikov na primarni in na sekundarni in če delno rečem na terciarni ravni v bistvu rabimo. Pa se to da zaračunati? Vse. To zunaj države vse točno vejo, ve se, koliko zdravnikov pride na prebivalca, koliko je obolevnost, koliko rabimo splošnih zdravnikov, koliko specialistov, ortopedov, kardiologov, urologov in tako naprej. Te naloge nekdo ni naredil pred 15 leti, rezultat je danes tako, kot ga mi tukaj vidimo. Drugo dejstvo pa je to, pa morate vedeti, v zadnjih 5 letih mladi zdravniki masovno odhajajo ven. Za vse mlade zdravnike je v Sloveniji obstoječi zdravstveni sistem absolutno neperspektiven in nihče ne želi v tem sistemu črniti in biti mlad zdravnik do 50. leta, potem pa pri 55 zboleti, ker si do 50. pregoreval na račun ne vem koga. Ne? Se pravi, čeprav razumem, po tolikih letih šolanja, kar tudi nekaj stane in odrekanja in tako naprej, so ti kadri tako dobri, da brez težav dobijo boljše službe v tujini in nam najboljši kadri, v bistvu mladi zdravniki nam odhajajo. Žal je temu tako. To je dejstvo. Kdor je dober, torej Slovenija ima dober izobraževalni sistem, mi smo cenjeni zunaj in kamorkoli gremo, ti ko prideš ven, jaz sem bil zunaj, to vem, tvoja naloga je, da delaš kot zdravnik. Ti se ne ubadaš z sistemom. Meni so rekli, doktor, vi ste dober kirurg, vaša naloga je, da dejte operirati, koliko pač zmorete. Imel sem seveda zgornjo mejo, to je 80 ur na teden in po svojem učinku sem bil tudi plačen. Bo pa Marjeta verjetno na to temo rekla, kam ima rezultate. To sem jo hotel zdaj vprašati. Marjeta, ti znaš zračunati, koliko zdravnikov rabimo in zakaj nočeš tega povedati ministrici Milojki Kolar Celarc? Ne, saj jaz sem to enkrat že zračunala za primarno raven, pa pred mano so predhodniki že zračunali. Ja, pa zakaj skrivaš te izračune? Minister, mislim, da je bil celo dr. Volče, leta 1989 smo to že vse zračunali. Res ne, da za sekundarni nivo, ker takrat smo imeli malo drugo način financiranja. En ta drug problem bi še jaz izpostavila. Ampak najprej mi povej, zakaj ne daš teh izračunov aktualni ekipi? Ne, jaz sem to že predlagala in sem jim poslala večkrat, mogoče tudi kakšni prejšnji ekipi, ampak lej, če... Ne rabijo. Noče, mogoče zato, ker je zastojn. Ja, mogoče res, se bomo videli v nadaljevanju. Brezplačno. Kar izvoli naprej, Drug problem, ki ga pa jaz tudi vidim, je pa ta, da v bistvu mi dajemo že skozi enaka sredstva za financiranje specializacije. Se ne povečujejo, saj zadnjih 5-6 let še ne celo zmanjšujejo. Tako da ti ne moreš imeti pol več zdravnikov za to. Nismo pa naredili tudi nobene strategije, kako v bistvu se potem, recimo Loredan mi bo mogoče še dopolnil, kaj z zdravniki, ko ne morejo več operirati, to se pravi, cela kirurgija je v bistvu podvržena temu, kdo jih nadomešča, Če en kirurg zboli, pa ima bolnica 2, potem praktično se lahko operacije odpovejo in potem verjetno je tudi to posledica dolgih čakalnih dob. Ampak tega ben ne spremlja. Preden te Danijel dopolne, predlagam, da pogledamo. Na kljub vsemu je ministrica Kolar Celarc pred kratkim preživela že svojo drugo interpelacijo v letu dni. In to kljub temu, da za njo niso našli dobre besede niti koalicijski poslanci. Poglejmo. In zato je danes slišati tudi precej začudenja nad ravnanjem SD-ja in Desusa, ki na eni strani pravijo, da interpelacije ne bodo podprli, na drugi strani pa so v svojih razpravah do ministričnega dela precej kritični. In te kritike postajajo samo še bolj ostre in bolj glasne, ko ti poslanci zapustijo dvorano in slišimo kritike tudi od nekaterih tistih, ki jih danes nismo in tudi verjetno ne bomo slišali. Zdaj, jaz sem čisto zbegan, dajte mi pomagati, mogoče tudi še kdo od gledalcev oziroma gledalk. Kako je to možno? Noben ne najde dobre besede za ministrico, ko je pa treba roko dvigniti, pa vsi roko dvigne. Zakaj je tako?
Ja, zdaj, če se spomnimo, so v bistvu in Desus in SD so rekli, da bi pričakovali, da bo sama odstopila. Ne? Ja, pa dobro, pa tega ni naredila. Zdaj, če je treba pomagati očitno, če sama ne more. Ne? Sej, zato pa imamo inštitut interpelacije. Ne? Ja, lej, pač tukaj področje zdravstva na koncu odločajo neke drugi dogovori. Ker veš, Srečko Tokatancu se je pač pogodba iztekla, pa zato gre, se on tudi ni odstopil. Ampak kaj zdaj, smo mi obsojeni do konca življenja na Milojko Kolar Celarc, ali kako boste? Tak stil imamo zdaj politike, da v bistvu to. Daniel, zakaj je recimo področje zdravstva, ki je zelo pomembno za ljudi, praktično zadeva vsakega izmed nas, zakaj si lahko vladajoča politika prvoš tak pišme-uhovski odnos do tega vprašanja in očitno pušča na načelu resorja osebo, ki tega po neki splošni oceni tudi njihovi ni zmožna pravilno voditi? Jaz bi to tako ocenil. Tukaj sta dve, bom rekel, zelo važni točki. Prva točka je ta, da že v štartu, v osnovi ta koalicija ni bila usklajena glede na tip in obliko in strategijo razvoja zdravstva v Sloveniji. Od tu so se seveda poti razdelile. Vodilna koalicijska stranka je izbrala monopot, torej solo pot, ni se ozirala na nič drugega. In danes, torej 3 leta potem, ko ta vlada dela aktivno, je žal zdravstvo postalo kolateralna škoda višjih interesov obstoječe koalicije, da preživi mandat do konca in Milojka je glavna ikona tega, seveda s podporo predsednika vlade. Žal je temu tako, jaz drugih izrazov nimam. 500 000 ljudi pa čaka, Marjeta. Ja, sigurno. Bi pa sam še nekaj dodala. Noben minister do zdaj ni imel take podpore pri premijeju, ne? To pa lahko zagotovosti rečem, ker sem bila vsaj pri 6. Ampak zakaj ima ravno, nekaj smo že mi tudi omenjali, pač te povezave, tudi prijateljske in tako naprej, ampak še vseeno mora biti nekaj drugega odzad. Kaj je ta glavni razlog po tvoje? Mislim, zakaj? Ja, cilj je verjetno priti do konca mandata, ne, sej tudi... Pa dobro, se je zamenil že veliko ministrov, Cerar, recimo na šolstvu, že 3. ministrica vod resor, pa še vseeno plujejo proti koncu mandata. Se pravi, to ne more biti edini razlog. Meni je ta zadeva čisto nerazumljiva, ne? Jo ne razumem. Jaz pa jo razumem. Veste, moramo vedeti, v zdravstvu je denar. Denar je in bo vedno. Koliko denarja, Daniel? Preko ZZZS-ja zberemo v letošnjem letu 2 milijona, oziroma 2 milijarde 300 milijonov, dopolnilne zdravstvene zavarovalnice krepko čez 500 milijonov, potem je še 1 milijarda kar na trgu. Skupno se govori o številki 4 milijarde evrov, 4 milijarde evrov, pol proračuna. Kroži znotraj zdravstvenega sistema. In če tukaj imate vi vsi notri, oziroma če imajo tisti, ki so pri koritu nekaj malega od tega, pa vsako zame procent tu, procent ta, pa lahko vidimo, koliko se pravi, če te prav razumem, mi trije smo pač neke redke izjeme, ki nimamo sreče, ker vsi ostali znotraj sistema očitno masno služijo. Ne? Ampak dajmo zdaj pogledati, predlagam, ministrica je za svoje neuspele zakonske predloge doslej zmetala res že tono denarja. Natančneje 450 000 evrov za plačilo zunanjih svetovalcev pri pripravi zakonskih predlogov, ki pa so potem vsi po vrsti deležni številnih kritik. Ministrici svetujejo tudi nekdanji ministri oziroma aktualni predsednik Rdečega križa. Poglejmo. Dušan Keber je denimo za pripravo zakona o preoblikovanju sistema zdravstvenega zavarovanja prejel več kot 20 000 evrov. Spomladi je ministrica najela še enega svetovalca, tokrat iz vrst SMC-ja, Petra Požuna, ki je imel doslej velik vpliv na kadrovske odločitve ministrice. Peter Požun je ob redni službi poslovnega direktorja ministrici svetoval skoraj 500 ur. Peter Požun, desna roka Milojke Kolar Celarc, predsednik odbora za zdravstvo v SMC, sicer poslovni direktor ginekološke klinike in še državni svetnik, član 3 komisij, tudi podpredsednik Društva medicinskih sester Ljubljana. Od februarja še ministričin plačan svetovalec za pripravo in implementacijo spremenjene zdravstvene zakonodaje. Od februarja do konca julija so ministrica in ministrstvo potrebovali 464 ur nasvetov Petra Požuna. Doslej so mu izplačali dobrih 6 000 evrov. Na dobrih 2 000 evrov za 107 ur svetovanja v juliju še čaka. Do konca leta Požun lahko svetuje največ 985 ur in zaslužijo okoli 12 000 evrov. Hkrati
pripravlja zakon o upravljanju v zdravstvu. Izplačilo več kot 1300 evrov. Za pripravo kriterijev za nagrajevanje zdravnikov do aprila pa je prejel 96 evrov. Daniel, očitno se ta monopod SMC-ja, na katerem SMC-jev masno splača, ne? Ali je ta gospod Požur nek superman, ki obvlada vse v slovenskem zdravstvu? Gledajte, to je zdaj spet tisto dejstvo, kar sem rekel prej. Na koncu je ta ekipa ostala žal sama. Kolega Ihan je to izpostavil že v štartu tega mandata, z enim super člankom, mislim, da velika modrina ali nekaj takega. Dejstvo je, da je ta ekipa vstopila v to funkcijo z neznanjem, z premalo število ljudi. Še bolj bode v oči, da niso hoteli poslušati nikogar. Najbolj pa bode v oči, da kljub temu, da je bila vsa stroka, ekonomska, pravna, zdravniška, proti sprejemu novele zakona o zdravstveni dejavnosti in mimo vseh je stranka SMC s podporo koalicije to novelo gladko malo sprejela, da ne bom rekel kaj grdega, ampak njim se fučka za vse v sistemu, še najbolj se jim pa fučka za uporabnike, torej za paciente, ki kot smo videli, koliko avtobusov čaka nedopustno dolgo, da pridejo do zdravstvene sredstva. To je katastrofa. Ja, se strinjam, da je katastrofa, ampak za denar se pa jim ne fučka, Marjeta, saj ko gre za njihov lastni žep, ne? Lej, sej te zaslužki niso ne vem kašni, ampak jaz bi to čakaj delala malo, za tiste, ki delajo za 500 evrov na mesec, so kar jaz dobri, bi to zastojna, ne, pa verjamem, da tudi Ja, pa tebe nočejo, Daniel, ne. tebe Ja, nočejo. se vem, ja, verjeten je to razlog, ne. Vaje dveh Ker nočejo, ja. mi bi svetovali zastojna, ne. Ja, moraš ceno ta pravo postaviti. Lej, zdaj si Lej. videla številke, smo ti pokazali, da bo Lej. znala pravo ceno postaviti, da te bojo hoteli, ker očitno za zastoj ne bo šlo, ne? Ne, seveda ne. Ne, jaz mislim, da se je treba zresiti za te stvari in da si ne bi smeli tega prvošati. Ne kulturno je to, a ne. Poleg tega je tam zaposlenih kar nekaj dobrih ljudi, veliko dobrih zdravnikov imamo, ki poznajo sistem in prepričana sem, da bi tudi sami sodelovali pri teh zadevah, ker so tudi že javno povedali, da so poskušali priti do ministrice, ampak da jih pač ni nikoli sprejela, a ne. Poleg tega je pa že veliko analiz narejenih in ležijo v predalih, a ne? Tako moje kot mojih kolegov, predhodnikov ministrov. In jaz mislim, da je to tudi, če se še navežem, a ne, minister Keber je že zanaliziral, ima belo knjigo, a ne, za sabo. Tam not je zelo veliko uporabnih podatkov in tudi ne bi rabili analize zdravstvenega sistema delati, ker smo dali tudi jo v tujino delati. No. Tega je veliko. Lahko bi ne, kot za predsednik popucati. Rdečega Ja. križa svoj honorar tudi doniral recimo Rdečemu križu, ne? Recimo, S tem ne ja. bi bilo nič narobe. Ja. Sploh, če praviš, da ga plačuje za nekaj, kar je sam že naredil v svojem mandatu. Ampak veste, kaj se meni tu zdi fascinantno? Če malo pobrskamo po zgodovinskem spominu, ne? A se ni ministrica Kolar Celarc hvalila, da je ona zrušila Kebrovo reformo, zdaj je pa njega najela kot svetovalca, da je on pomaga pripravljati njeno reformo. Pa to se sliši bizarno, no? Ja, sej, verjetno mislijo, da imamo vsi kratek spomin, ne. Jaz sem presenečena nad tem, da je profesor Keber pristal na to, a ne. Ja, lej, denar ne smrdi očitno, Ja, ne? očitno, Tudi, če ne. si predsednik Ja. Rdečega Ja. križa. Ampak Daniel, a je sploh luč na koncu tunela za ta naš slovenski zdravstveni sistem? Dajmo zdaj, ko gremo proti koncu, malo upanja tudi še ljudem, no? Da ne bojo vsi mislili, da je vse zgubljeno. Ali je že konc? Ne, gledajte, luč je, dejstvo pa je, da torej v obstoječi strukturi v tej vladi sprememb ne bo, še tiste, ki so bile sprejete, so slabe. Jaz mislim, da je zdaj počasi prihaja čas, ko se more naša generacija, ne, torej midva z Marjeto sva stara nekaj čez 40, sicer nisem več rosno mlada. Ne, Tu ampak nekje veste, smo vsi trije. Tako, ja. ne. Jaz mislim, da je zdaj naš čas, da tudi ljudje morajo vedeti, nas morajo slišati in mi moramo priti do tega, da v neki točki prevzamemo odgovornost in s trdim delom v 3, 5, 7 letih postavimo v Sloveniji zdravstveni sistem, ki se bo lahko
primerjal s tistem na Finskem, v Nemčiji, na Norveškem, v Švici, ali pa vsaj blizu tega. Mi imamo zdaj zdravstveni sistem, ki diši bolj zelo južno od nas, tam proti Grčiji, Albaniji, Kosovo in tako naprej. Taka je naša resnica, težko je to sprejeti, ampak prej ali slej se bodo mogli ljudje s tem soočiti. In ne nazadnje, ljudje smo tisti, ki volimo vlado, parlament je tisti, ki mora sprejeti zakone in reforma v zdravstvu, ali to hočemo ali nočemo, se bo sprejela izključno v parlamentu, ker nadgradnjo obstoječih zakonov je treba tam sprejeti. No, to se mi zdi zelo hvalevredno, da še obstajate ljudje, ki ste pripravljeni prevzeti odgovornost in se tudi javno izpostaviti in zastaviti svojo besedo in strokovno znanje za en tak svetov cilj. Ampak zdaj, Marjeta, bi te prosil na kratko, nov minister, kdorkoli že bo, nova vlada, prvi 3 koraki, kaj bi bilo nujno narediti, zato da se zalaufa ta sistem spet, pa da ne bomo, tako kot je rekel Daniel, bliže Albaniji, ampak bliže kakšni drugi državi po zdravstvenem sistemu. Takoj bi mogel v bistvu financirati vse tiste programe, kjer ljudje čakajo naddopustno dolgo, to je 53 000 ljudi. To je, mislim, da za 100 dni mandata zelo velik dela. Potem bi mogel v bistvu uvesti kakovost, kazalnike kakovosti, potem bi mogel uvesti spremljanje rezultatov dela, in pa seveda reorganizacijo, pravi management. Predvsem pa se mi zdi, da bi mogel dobiti širšo podporo, ker zdravstvo ni levo, ni desno, ampak je širša družbena zadeva, kjer moramo v bistvu biti tako pacienti zraven, ne pri odločanju, tako stroka, kot tudi konec koncev management. In če ne bomo skupnimi očmi tega naredili, če ne bomo dobili ministra, ki bi to vse znal in znal povezati ljudi med sabo, verjetno bomo potem še enkrat imeli tak mandat. Predvsem pa mlade, energične, zdaj, dobro, se mi tudi gledamo stari, ampak v resnici smo še mladi po srcu. Tako da, evo. 3 smo že tu vdaj. Prav, spoštovana gosta, jaz bi se vam najlepše zahvalil za današnje gostovanje v vdaji in za vajine cenjene komentarje. Jaz upam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, da smo vam predstavili, bi rekel, dost resnično sliko, kakšno je stanje na področju javnega zdravstvenega sistema pri nas. Mi menimo, da si vi to zaslužite. In vendarle pa obstaja upanje, kot sta rekla naša gosta, ki sta strokovnjaka, ki veste, kaj govorita, obstaja luč na koncu tunela in če se vsi skupaj še malo potrudimo, potem lahko tudi na področju zdravstva kmalu posije žarek upanja in nas čakajo boljši časi. Po oglasih pa vam bomo predstavili novo slovensko YouTube senzacijo.